super uspešne sezone in zdaj seveda najprej na oder vabimo našega gostitelja. Z nami je predsednik Kajakaške zveze Slovenije, gospod Andrej Ribič. To je zame najtežji del večera. Dovolite, da vas najprej pozdravim, prisrčno pozdravim, spoštovani gospod Bogdan Gabrovec in pa generalni sekretar OKS-a, predsednik in pa generalni sekretar, veliko čast nam je, da ste danes tukaj z nami. Spoštovani podžupan mesta Ljubljane, gospod Dejan Crnek, drage gospe in gospodje in seveda tekmovalke, kajakašice in kajakaši. Dovolite, da vas še enkrat prisrčno pozdravim v imenu Kajakaške zveze Slovenije na že tradicionalni prireditvi Kajakaš leta. To je vsako leto konec sezone, kjer potegnemo črto za minulo sezono in morda malo pogledamo v prihodnost. Kaj lahko rečem za letošnjo sezono? Da je bila več kot uspešna, odlična, tako kot že mnoge prej, da smo na velikih tekmovanjih, to se pravi evropskih in svetovnih prvenstvih, dobili več kot 30 medalj. Sezona je bila pomembna zaradi tega, ker je to predolimpijska sezona in ker smo na dveh tekmovanjih, predvsem na dveh, lovili olimpijske kvote. To je na šprintu v namernih vodah v Segetu in pa na slalomu na divjih vodah v Sevde-Ogenu. Mislim, da smo bili na obeh tekmovanjih uspešni, da smo uresničili zastavljene cilje, dobili smo 4 kvote planirane v slalomu in pa 2 na šprintu v namernih vodah. Tukaj naj omenim samo tiste najbolj uspešne nosilce svetovnih prvenstev kolajn. Evo Trčelj, kje si Eva? V redu. Špego, Janis Milenko, Anjo Ogerman, potem Luko Božiča in pa Nenega Dibušika. Vse ostali boste potem v nadaljevanju nagrajeni in omenjeni. Kaj je bilo še značilno za letošnjo leto? Da so naše mlade ekipe, mladinci, bili tudi odlični na svetovnih prvenstvih, tako da se nam za bodočnost, prihodnost tega športa ni bati. Vidim, da se bo ta tradicija nadaljevala tudi v prihodnje. Dobro je tudi, da je vedno močnejša ženska ekipa v slalomu, da se jača in da je tukaj viden napredek. Tako da naša prihodnost je kar svetla. Potem smo organizirali 2 veliki tekmovanji, svetovni pokal v Tacnu in pa Evropsko prvenstvo v spustu v Bovcu in Kobaridu. Tukaj lahko povem nekaj besed o Tacnu. Kot veste, smo imeli s Tacnom kar precej težav, predvsem kadar je bilo slabo vreme. Letos se je začela rekonstrukcija celotnega objekta. Če ste bili tam, ste videli, da je zamenjana zapornica, nova zapornica, veliko novega betona. Skratka, potem je sanirana proga, popravljenih nekaj malo šminke narejene na objektu. Nekaj del nas čaka še do otvoritve svetovnega prvenstva. Tukaj apeliram na gospoda podžupana, da bo še naprej pomagal, tako kot zdaj. Pričakujemo pomoč pri dokončanju tega objekta, ki bo lahko tako postal zelo konkurenčen in pa eden najbolj lepih v Evropi, je pa že zdaj med enim bolj priljubljenih. In kaj nas čaka v naslednji sezoni? Kot sem že omenil, naslednjo leto so olimpijske igre. Jaz verjamem, da bomo dobri, ne bom rekel, da karkoli pričakujemo, čeprav potiho računam, da nam bo sreča mila in se nam lahko zgodi tudi kakšna kolajna. Upam, da bomo ob letu v Sorej, da se tukaj dobimo tako veseli in tako zadovoljni, kot smo letos. Potem pa organiziramo 2 prvenstvi veliki, to bo svetovno mladinsko prvenstvo v Tacnu. Takrat, kot sem že rekel, upam, da bo Tacen v lepši podobi, kot je bil sedaj, in pa Evropsko mladinsko prvenstvo v spustu v Bovcu in Kobaridu. Za konec mi dovolite najprej, drage tekmovalke in tekmovalci, da se vam prisrčno zahvalim za vaše rezultate in uspehe. Isto se zahvaljujem trenerjem,
vsem tistim nevidnim delavcem, ki se vas ne vidi, ki pomagate pri prirejanju prireditev in pa tudi vsem sponzorjem. Vidim, da sponzorjev danes ni veliko med nami, ampak vseeno, tudi če jih ni, glavno, da dajajo, da nam pomagajo in upam, da bo tako tudi vnaprej. Za konec vam želim še prisrčno druženje in seveda srečno novo leto. Hvala. Hvala lepa, gospodu predsedniku. Prej ste omenili, da težko kaj poveste veter, vse ste super povedali, samo en popravek. Evropsko prvenstvo v spustu bo v Solkanu. Tako da, hvala lepa, Andrej, vseeno, vendarle, samo tako, da popravimo, da ne bo kakšne zamere. Nadaljujemo seveda, Mestna občina Ljubljana, velik podpornik športa, bila je in bo in včas nam je, da nas bo pozdravil podžupan Mestne občine Ljubljana, z nami gospod Dejan Crbe. Spoštovani predsednik, oba predsednika, spoštovane tekmovalke, tekmovalci, trenerji in tudi, kot je rekel predsednik Romano, vsi tisti, ki zraven sodelujete, pomagate, da ta lepi šport napreduje s tako vnemo, kot res napreduje. Najprej bi vas seveda pozdravil v imenu našega župana, gospoda Zorana Jankoviča. Žal imamo mi tudi danes podelitev največjih nagrad na področju športa, Rožančevih nagrad ob 7. uri, tako da on je že na poti tja in se opravičuje, ampak s tem ne zmanjšujemo nobene vrednosti tega dogodka. Predvsem je tudi ena lepa dobrodošlica vsem, ki ste danes prišli v Ljubljano, pa niste iz Ljubljane. Mogoče tudi škoda je to, da nimamo jutri prireditve, ker če bi jutri, bi zdaj že gorele lučke, ker jih jutri ob 5 pržgemo in bi Ljubljana še lepša za vas. Tako da za razmislek za drugo leto, če se uskladimo. Rad bi povedal, da je sodelovanje tako z vodstvom, tudi z gospodom Jelencem in Mestno občino Ljubljana na zelo visokem nivoju, kar se seveda vidi tudi pri vas, tudi na drugih področjih. Razumemo, da šport se povezuje na raznih področjih, ker nam je tudi Elektro Ljubljana pomagal pri tem, da bojo lahko v Stožicah 2 novi nogometni igrišči, ker so odstranili en daljnovod in tako omogočili zdravo igro tega športa, kar pomeni, da je širše razumevanje športa na vseh ravneh tisto, kar nas združuje in kar se potem kaže tudi na rezultatih, kot jih imate. Seveda smo zato vedno v neki kooperaciji pri urejanju tudi naše proge v Tacnu. Težava pri tem je samo to, ker vedno vodno območje ureja država. In da od države dobiš nekaj konkretnega, da se lahko nekaj zmeniš, traja in traja, no tukaj se je nekaj zgodilo, nekaj se bo še dogajalo in seveda bo naša pomoč v tem smislu še naprej taka, kot je bila, ker je to eden od lepših objektov, ki jih imamo v Ljubljani. Hkrati sem malo lokalpatriota, ker prihajam iz Šmartne gore, zato sem še posebej ponosen na našega tekmovalca in na tekmovalke, ki prihajajo iz tega območja. In verjamem, da cel naš kraj tudi živi za ta šport, ko je to se dogaja od naših gasilcev naprej, ki pomagajo pri tej prireditvi in ostalih prostovoljcev. Vedno smo se z veseljem odzvali pri pripravi te prireditve in tudi v nadaljevanju se bomo. Da ne bom predolg, res ste uspešni, kot je prej predsednik dejal, malo mi je odnesel misel v prejšnjo državo, ko je naš bivši voditelj rekel, da državi, deželi, ki ima tako mladino, se ni bati za svojo prihodnost, in tudi športni panogi, ki ima take tekmovalce in mlade vse podpornike, se tudi ni bati. Jaz vam želim še veliko uspeha, srečno novo leto in da se še kdaj vidimo v Ljubljani, tudi na lučkah. Hvala lepa, gospodu podžupanu. No, zdaj tole sicer ni v scenariju, ampak bomo kar dodali, naša Neža bo dobila pod mikrofon, tako da ga že zdaj dam za naslednjo glasbeno točko. Ampak letošnja sezona ima še eno posebnost in sicer za našega Kumarana. Zdaj, česka televizija pa na češkem rečejo prijatelju kamerad, tam za sami rečejo Kumarad. Zdaj so bili pač Pridi Šprskavec pa naš Pero Kauser, ki je bil Pridi Šprskavec 2 bodu, a Peter Kauser pa 10. To je v bistvu tisto, kar je letošnjo sezono tu zaznamoval, Kumarad pa kamerad, pa vendarle tega v naslednjih sezonah ne bo. Hvala lepa. Neža,
Tuma, izvoli, tole ko znajde, gre za Tuma. Včasih ne vem, kako in kaj se zapleteno zdi, kdo bi razumel, vsi hitijo, čeprav ta svet stoji, ni dovolj beseda, kdaj pa kdaj. Bilo bi prelahko, ko hudo je roko mi svojo daj, da stisnem te močno. Zato sva tu in zdaj, polepšava dan za ljudi, ki ne znajo sanjati in poglanjam ti ta svoj nasmeh, veš, nikoli res nisi sam. Nisi sam. Oči gori moj tvoj sijaj, če to si dovoliš, prvi se koraki težki zdijo, a nočem, da zbežiš in vedi, da sem zate tukaj zdaj, ker skupaj je lahko, ko hudo je roko mi svojo daj, da stisnem te močno. Nisi sam. Zato sva tu in zdaj, polepšava dan za ljudi, ki ne znajo sanjati in poglanjam ti ta svoj nasmeh, veš, nikoli res nisi sam. Nisi sam. Zato sva tu in zdaj, polepšava dan za ljudi, ki ne znajo sanjati in poglanjam ti ta svoj nasmeh, veš, nikoli res nisi sam. Nisi Bravo Neža, Tuma, Ula Ložar in Nisi sam je bila skladba, ki nam jo je prvo predstavila in zdaj smo pri prvi podelitvi priznanj, sicer dobitniki kolajn, mladinci in pa kategorija do 23 let. In tekmovalci, ki niso prejeli priznanj Olimpijskega komiteja Slovenije na prireditvi Dnevi Olimpijskega komiteja Slovenije, bodo prejeli tudi priznanje OKS. Nekateri tekmovalci so se sicer opravičili, ker so na pripravah v tujini. Seveda bomo vsakemu posebej zaploskali. Najprej pa bomo na oder povabili podeljevalca. Te nagrade podeljuje podpredsednik Kajakaške zveze Slovenije, gospod Gašper Šek. In tule so dobitniki priznanj. Za osvojeno ekipno bronasto kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v spustu Živa Janča. Naslednjo priznanje za osvojeno ekipno bronasto kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v spustu prejme Ana Šteblaj. Za osvojeno ekipno bronasto kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v spustu priznanje prejme Erasem Šavli.
za osvojeno ekipno bronasto kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v spustu naslednje priznanje prejme Ulan Vala. Naslednjo priznanje za osvojeno ekipno bronasto kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu v spustu Martin Gale. Naši najmlajši so vsi tu, seveda so danes pomemben del prireditve Kajakaš leta 2019. Tule že naslednji za osvojeno ekipno bronasto kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu v spustu Nejc Gradišek. In pa naslednje priznanje za osvojeno ekipno bronasto kolajno na Evropskem prvenstvu v slalomu v kategoriji mlajših članov Urh Turanšek. Še kar nekaj imamo naših najmlajših tekmovalcev, zdaj trenutno v karavani svetovnega pokala prvenstva in tako naprej za osvojeno ekipno bronasto kolajno na Evropskem prvenstvu v slalomu v kategoriji mlajših članov Klemen Vidmar. Za osvojeno ekipno bronasto kolajno na Evropskem prvenstvu v slalomu in bronasto kolajno na Evropskem prvenstvu v ekstremnem slalomu v kategoriji mlajših članov Tine Kancer. Za osvojeno bronasto posamično kolajno v dvosegu ter ekipno srebrno in bronasto kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu v spustu Maj Ošterbek. Za osvojeno ekipno bronasto kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu v spustu Urban Novak. Urbana pa mislim, da ni z nami. In zdaj ne, ta tekmovalec prejme tudi priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije za osvojeno ekipno srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu mlajših članov Vid Kuder Marušič. A tudi Vida kot kaže ni z nami za osvojeno ekipno srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu mlajših članov Žan Jakše. Tudi naslednja mlada dama prejme tudi priznanje OKS-a. Najprej pa za osvojeno srebrno posamično kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu v slalomu in ekipno bronasto kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v spustu Eva Alina Hočeva. Še dva fanta bomo pozdravili tule. In sicer naslednji za osvojeno bronasto posamično kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu v slalomu, zlato in bronasto posamično kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu v spustu ter ekipno zlato kolajno na svetovnem prvenstvu mlajših članov v spustu Vid Ošterbek. In še naslednji. Še zadnji, ki prejme nagrado v tem delu, za osvojeno zlato posamično kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu, Nejc Polinčič. Takole, draga družba, zdaj je čas za fotografijo. Vsi naši prejemniki priznanja so tule, nekateri so se opravičili, pa seveda tudi naš podeljevalec, zato vas prosim za en velik aplavz za tele naše mlade šampione.
Hvala lepa in zdaj seveda se bodo naši mladi fantje in dekleta usedli, pogovorili malo tudi o šoli, ki je zdaj seveda napeta in pa v novi sezoni 2020 in pa čakamo na naslednjo glasbeno točko. In sicer je z nami še vedno Neža Tuma, tokrat pa bomo šli kakšen zlužo, kar zadeva seveda glasbene izvajalke Mariah Carey, Without You in Neža Tuma. Hvala lepa, Without You, mi brez kolajn nismo nikoli bili že dolga leta in verjamem, da še dolga leta ne bomo. In zdaj je na sporedu nov sklop podelitev, zasluženih podelitev naših super šampionov kajakaškega in kanuističnega športa. Zato na oder vabim kar samega predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, da podeli z nami gospod Bogdan Gabrovec. In sicer smo zdaj pri podelitvi priznanja dobitniki kolajn v kategoriji članov. In najbolj, da kar začnemo. Prvi prejme tudi priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije. In sicer za osvojeno ekipno srebrno kolajno na Evropskem prvenstvu v spustu in bronasta posamično ter ekipno zlato kolajno na svetovnem prvenstvu v spustu v kategoriji mlajših članov Tim Novak.
Naslednji se nam je opravičil, ampak poleg tega prejme tudi priznanje Olimpijskega komiteja, ker je na pripravah, ampak ga bomo vendarle pozdravili za osvojeno ekipno srebrno kolajno na Evropskem članskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, Martin Srabotnik. Tudi naslednji prejme tudi priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije za osvojeno ekipno srebrno kolajno na Evropskem prvenstvu v slalomu in ekipno srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v kategoriji mlajših članov, Niko Teste. Tudi naslednji prejme zraven tudi priznanje OKS-a, pa tudi on je na pripravah za osvojeno zlato ekipno kolajno na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, Anže Perčič. Tudi naslednji naš enak prejme tudi priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije in sicer za osvojeno bronasto posamično kolajno na Evropskem prvenstvu v spustu, Blaž Zof. Ja, mislim, da tudi Blaža ni z nami, no naslednjega banda pa smo videli in prav gotovo boste lahko zaploskali tudi v živo, prejme tudi priznanje UKS za osvojeni srebrni posamični kolajni v klasičnem spustu in sprintu na Evropskem članskem prvenstvu v spustu, srebrno ekipno kolajno na istem prvenstvu, zlato ekipno kolajno na svetovnem prvenstvu v spustu ter zlato posamično in zlato ekipno kolajno na svetovnem prvenstvu mlajših članov v spustu, Anže Uranka. In tudi naslednji seveda prejme tudi priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije za osvojeno zlato posamično kolajno na Evropskem prvenstvu, ekipno zlato kolajno na svetovnem prvenstvu ter ekipno srebrno kolajno na Evropskem prvenstvu v spustu, Simon Over. Tudi naslednji naš junak prejme tudi priznanje OKS-a za osvojeni zlati posamični kolajni na svetovnem in Evropskem prvenstvu v spustu ter zlato ekipno kolajno na svetovnem prvenstvu v spustu, Nejc Žnidarčič. Tudi Nejca nažalost nismo danes dočekali, mislim, da gre tudi on v Dano Kitajsko v ponedeljek in naslednjega pa smo videli za osvojeno drugo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala ter srebrno ekipno kolajno na Evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah. Zraven prejme tudi priznanje OKS Peter Kauzar. Tudi naslednji naš junak prejme priznanje OKS, poleg priznanja seveda Kajakaške zveze Slovenije za osvojeno zlato kolajno posamično in zlato ekipno kolajno na Evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, Benjamin Savšek. Naslednji naš junak letošnje sezone za osvojeno bronasto kolajno posamično na svetovnem prvenstvu, drugo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala ter osvojeno ekipno zlato kolajno na Evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, Luka Božič. In tule, zdajle smo že pri naših damah za osvojeno srebrno in bronasto kolajno dvojcev na svetovnem prvenstvu. Prvo mesto v skupni razvrstitvi dvojcev v svetovnem pokalu v sprintu na mirnih vodah, Anja Osterman.
Sretne dame za osvojeno srebrno in bronasto kolajno dvojca na svetovnem prvenstvu ter prvo mesto v skupni razvrstitvi dvojca v svetovnem pokalu v sprintu na minih vodah. Špela Ponomarenko Jani! In še zadnjo damo bomo poklicali. In sicer za osvojeno zlato posamično kolajno na svetovnem prvenstvu. Drugo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v slalomu Eva Trček! Tole so draga družba, spoštovani gostje, spoštovani sponzorji, spoštovani novinarji, naši najboljši tekmovalci v kategoriji članov v letošnji sezoni. Čaka vas en velik aplavz za naše šampione! Hvala lepa tudi gospodu Bogdanu Gabrovcu in vsej celjski ekipi, ki je prišla v njegovi družbi. Mi bomo seveda tule danes prišli še do točke, ko bomo razglasili najboljše v letošnji sezoni. Še prej pa bomo seveda tretjič tule na oder oziroma pred vas poklicali našo mlado damo. Tokrat bomo šli kar v Združene države Amerike, kar se tiče glasbe. I'll never love again, pravi Lady Gaga. In če že ne bo ljubila, da je že bil vsaj kaj kašice in kaj kaše. Izvoli Neža. Wish I could have said goodbye. I would have said when I wanted to, maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two, trying to say goodbye to you. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss, don't want a name falling off my lips, don't wanna give my heart away to another stranger, or let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love again. I'll never love again. When we first met, I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true. Oh, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning, and I'm not moving on. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss, no other name falling off my lips, don't wanna give my heart away to another stranger, or let another day begin, or even let a sunlight in. No, I'll never love. I don't wanna know this feeling unless it's you and me.
a clue, but I just won't. I'll never love again. Bravo, Neža, hvala lepa, ne pozabimo, tudi Neža prihaja seveda iz kajakaško-kanuistične dinastije, prav tako pa tudi naslednji podarovalec. In sicer se bomo zdaj zahvalili sponzorjem in pa podpornikom, tistim, ki so tu, potem pa še trenerjem, ki še niso prejeli priznanj OKS na dnevih OKS, potem pa bomo razglasili najboljše v letu 2019. In sicer z nami gospod Andrej Lenc. Andrej, prosim, če lahko pridete tule na oder, da se zahvalimo seveda in aplauz za našega Andreja, našega neumornega Andreja. Nekam spet leti, do konc še piknem, zjutraj spet nekam gremo, tako kot vedno naš Andrej. Andrej se bo zahvalila seveda našim sponzorjem in podpornikom, najprej Olimpijskemu komiteju Slovenije. Hvala lepa, Olimpijski komitej Slovenije. Danes pa imamo možnost ali sekretar ali predsednik, to pa ne verjamem, da imajo vse zveze možnost tako vse v enem dnevu. Torej, Olimpijski komitej Slovenije, kar tule počakajte, potem se seveda zahvalimo naslednjim tudi našim gostiteljem, tudi tega gospoda že poznamo. Hvala Elektro Ljubljana! Seveda ne pozabimo, da so z nami vedno tudi MIZŠ, pa HSE, pa Telekom Slovenija, Zavarovalnica Triglav, ampak zdaj bomo podelili naslednji, tisti, ki so prisotni. Rotativo! Ja, to so naši Rotativo, to se pa spomnimo na kakršnekoli tekmi mednarodnega, vedno pa ščipnajo, domač povedan, kakšen kajak. Podelijo tako da Rotativo. Hvala lepa. Gremo naprej. Hvala lepa RLS-u. To je naš gospod, ki vedno skrbi na največjih tekmah tudi za catering, da nismo lačni in žejni. In pa še enega ne smemo pozabiti, brez njih se ne bi slišalo nič. Itesto, hvala lepa! Hvala lepa, torej to so predstavniki sponzorjev OKS, Elektro Ljubljana, Rotativo, RLS, Itesto. Lahko zdaj pokličemo še trenerje, da bodo skupaj zaploskali. Najbolje, da na oder pokličemo še trenerje, ki še niso prejeli priznanj OKS na dnevih OKS. Vsi trije znani obrazi, dolgoletni tekmovalci, trenerji in tako naprej. Tudi če je treba kaj zašraubati, par 5 od 15 so vedno zraven. Najprej je z nami Srečko Vasle! A Srečka ni? A je Srečka? Dobro. Tudi naslednjega poznamo, seveda vedno je zraven Fedja Marušič. In pa še zadnjega trenerja bomo poklicali, to je Jože Vidmar.
Tole so, draga družba, spoštovane športnice in športniki, spoštovani gosti, naši sponzorji, podporniki, brez katerih tekem ne bi bilo. Slišali ste, kaj vse nas čaka in pa seveda tudi naši trenerji. Hvala lepa za naslednji aplavz za tole družbo. Jaz bi samo pojasnil, da bodo najboljši tekmovalci in pa tudi trenerji, ki so osvojili kolajne na svetovnih prvenstvih, priznanje OKS-a dobili na prireditvi Športnik leta Slovenije v Cankarjevu domu. Hvala lepa. In nimam vsak tega privilegija, da je lahko objekt svetovno prvakinja pa naša simpatična Eva Terčelj, Jernej Abramovič, torej trener leta 2019. Eno vprašanje, Jernej, za vas. Jernej, sam ste bil tudi dolgoletni tekmovalec, pa tudi pred vas so bili tisti, ki so orali ledino, pa zdaj ste uspešen trener, v glavnem cel življenje ste v tem športu. Zakaj mislite, da smo Slovenci tako dobri na vidnih, pa predvsem seveda tudi na divjih vodah? Zato, ker smo kot divji ali zato, ker smo tako pridni? Ali očitno imamo radi vodo, ne? Uživamo. V katerikoli obliki. Tako je. In kako bi letošnjo sezono opisal, seveda res nekaj vrhuncev in pa seveda verjamem, da se že pripravljate na drugo, ki pa sploh nekaj posebej. Ja, ta je bila precej posebna, tudi za mene kot trenerja, ne samo za moje tekmovalce. Vesel sem, da imam možnost delati s takimi tekmovalci, ki tudi mene razumejo. Ker to je za trenerja velika sreča, da naleti na tekmovalce, ki res se ujamejo in potem znajo tudi prave napotke koristno uporabiti. Hvala lepa, Jernej, tako za vas, kot tudi za vse ostale, kar ostanete, po moje, tudi najbolj, da kar ostanete tule, za vse ostale čim delajte, čim kasneje v penzion, ker to, kar delate v zadnjih 30 letih, to je res nekaj neverjetnega. Zdaj pa bomo poklicali najboljšega mladinca. Danes smo ga že predstavili in pozdravili, sicer vemo, postal je svetovni mladinski prvak v slalomu Nejc Polinčič! Nejc Polinčič je torej postal svetovni mladinski prvak v slalomu in v tem športu seveda imamo ogromno uspehov, tako pri članih, članicah, mladincih, mladinkah. Zdaj pa eno vprašanje za Nejca. Nejc, mogoče veš, glede to, da si malo mlajši, bom kar na ti, kdo je bil zadnji slovenski mladinski svetovni prvak v slalomu, v kanoju? Simon Hočevar. Wow! Katerega leta? 92. Bravo! Jaz sem se pa prav pripravljal, sem rekel, danes ga pa bom. V glavnem, Nejc, ena fantastična sezona, zdaj verjetno šolske obveznosti in pa priprava na novo 2020. Ja, zdaj, šola se je začela, no, in je treba usklajevati oboje. Je treba, tako kot vedno, tako kot vsi športniki. Draga družba, svetovni mladinski prvak v kanoju, slalomu Nejc Polinčič! In tudi zdaj kličemo naslednjo, in sicer najboljšo mladinko v letu 2019. Moram pa reči, da danes pa nisem najstarejšega iz te dinastije, kanoistične dinastije opazil, pa vendarle, očitno sem, pa njo sem tu, draga družba, Eva Alina Hočevar! Seveda posamična kolajna na mladinske svetovne prvenstvo Slovenije, torej svetovna mladinska podprvakinja, ekipna bronasta kolajna na svetovnem mladinskem prvenstvu v spustu in tako naprej. Eva Alina Hočevar, ki seveda prihaja iz dinastije, prave dinastije. Pa eno vprašanje, ki pa je danes Atar, ga nisem več opazil. Aja je? Se skriva, sem mislil, da je nekje v završju, navad se oglaša in završja. Eva, spet je na super sezona, letošnja 2019. V mladinski konkurenci, že lansko leto sem se pogovarjala, sem osvojila že več ali manj vse. Kaj so cilji za naslednjo? Ja,
prav tako nekako čim pač boljši rezultati. Ja, upam za kakšno dobro uvrstitev, zato ker bo še predvsem pač na našem domačem terenu. Tako da bo še bolj zabavno in še bolj mi čast tekmovati. No, mislim, prvo je treba uvrstiti reprezentanca, ampak ja, te tekme se zelo veselim. Mladinsko svetovno prvenstvo sredi julija v Tacnu. Hvala lepa, Evalina Hočevar! Evalina Hočevar je naša predstavnica te neverjetne egoistične dinastije in zdaj smo prišli do naslednjega tekmovalca, ki pa ga nažalost danes ni, ker se pravičil, ker je na pripravah v tujini. Pa vendarle bomo pokazali njegovo sliko, najboljši tekmovalec na mirnih vodah v sezoni 2019, Jošt Zakrajšek! In zdaj smo prišli do konkurence, najboljša tekmovalka na mirnih vodah. In seveda tu ni treba prav veliko razmišljati, kajti najboljša tekmovalka na mirnih vodah sta dve, Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić. Tele naše mirnovodašice so dosti kockane, da sploh ne vem, kaj bi vprašal. Zelo ste tudi, ja. Najprej vprašanje za še bolj izkušeno Špela Ponomarenko Janić. Letos smo seveda videli kolajne z največjih prvenstev, srebro in bron, pa tudi dve zmagi v svetovnem pokalu. Imate ogromno izkušenj, pa bi lahko rekli, da je pa, ne glede na to, koliko let ste zraven, ta bila pa ena najboljših sezon za vas. Sigurno je bila posebna, ker sem se vrnila po rojstvu drugega otroka. Tisti dve medalji doma, Adam in Sofija, sta največji, vse ostale so zdaj bonus. Jaz res uživam v tem, kar delam in te medalje so res še ena pika in dodatna, ki me motivira in mi daje še dodatne želje in motivacijo za trening. Špela, ko niste v čolnu z Anjo, o čem se največ pogovarjate? Ja, pa vem, tisto, kar je tisti dan aktualno. Dobro, se pravi tiste aktualne teme. Gremo še do Anje. Anja, drugo leto seveda še vrhunec olimpijske igre. Tudi za vas verjetno skupaj Špelo eno super doživetje, pa te rezultati. Veliko se naučite, ne nazadnje tudi od Špele seveda v teh dvojcev. Ja, sigurno. Zdaj tretje leto tekmujemo skupaj, v bistvu drugo, ker smo eno sezono zaradi Špelene nosečnice spustile. In rezultati se vrstijo in letos je bil glavni cilj sezone uvrstitev, v bistvu dobiti kvoto za olimpijske igre. Po to smo šli, to smo dobili in naslednjo leto je sigurno nam hodi po glavi že tista medalja in brez nje mislim, da se ne bomo hoteli vrniti domov. Bliža se napravo, seveda, bravo! Gospod Gabrovca je še enkrat zaploskal. Rekel, spet bomo nosili drug let domov. Tako kot vedno, seveda, z olimpijskih iger. Pa še eno vprašanje, zdaj je december, bo kaj počitka od športa, kaj boste počeli? Ne, mi imamo počitek 5 tednov po svetovnem prvenstvu, zdaj je trdo delo, ker sezona je že tu. Mogoče bomo imeli kakšna 2 dni za novo leto, ampak važno je, da treniramo za počitek bo po olimpijadi. Draga družba, Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić, najboljši mirnovodašici v naši lepi ponosni Sloveniji. In zdaj smo prišli samo še do zadnjih dveh podelitev in sicer športnica in športnik leta Kajakaške zveze Slovenije. In seveda imajo dame prednost. Športnica leta Kajakaške zveze Slovenije in najboljša tekmovalka na divjih vodah, seveda v tem letos ni bilo nobenega dvoma, Eva Terčev! Eva Terčev letos je, seveda, če se lahko malo podobno izrazi, dobesedno se je utrgalo v letošnji sezoni 2019, ne nazadnje tudi prve naslednje stopničke v Tacnu. Eva, eno vprašanje, letosna sezona je bila po moje najboljša
tako stopniške vtace, tako naslov svetovne prvakinje, je moja najboljša sezona v karieri do sedaj. Absolutno. Kako ste jo videli sami? Ste vedeli že na začetku sezone, da bo šlo tako dobro, kot je na koncu šlo? Pravzaprav je šlo še bolje, kot so večinoma pričakovali. Ja, mislim, samo pripravljalno obdobje že čez zimo, mislim, da sem zelo veliko naredila in v bistvu samo stopnjevala formo. Zelo dobro sem se ujela z trenerjem Jernejem in pomagal mi je tudi Max, tako da sem si nabrala ljudi, s katerimi smo res dobro sodelovali in to je bilo v bistvu plod pač našega dela. In zdaj seveda naslednji cilj je druga sezona in seveda vrhunec, ki ga poznamo vsi, olimpijske igre tudi. Ja, se pravi, podobno kot se pravi to sezono, ki jo končujemo, je treba delati naprej in imeti najprej dobro zimo in potem pomlad, tako da korak za korakom se pa veselim in trdo treniram. Draga družba, Eva Trček! In zdaj smo prišli še do... Zdaj pa film, seveda, sej. Ti lahko možno to komentira. Zdaj sem izklopil. Zdaj si sklopil. Me je tako zaneslo, da sem pozabil, da je video, pa sem hotel še malo pokomentirati, je pa to komentiral na televiziji Marjan Fortik. Če se spomnite, z njega poznam tudi drugih športov, tudi recimo z biatlona, pa teka in onka je kakšna kolajna zmeri zajoča. Tako da verjamem, da je jokal tudi pri naši zlati kolajni Evi Trčel. Tudi če mogoče ni veter to pokazal, da je še en aplavz za Evo in pa seveda za naše vse, ki so tukaj z nami. In zdaj čakamo samo še na zadnjo podelitev. In sicer športnik leta Kajakaške zveze Slovenije in pa najboljši tekmovalec na divjih vodah. Tudi njegove rezultate smo danes že povedali. In tudi on prihaja z primorskega konca, Luka Božič! Luka Božič, torej tudi letos je osvojil ogromno medalje na svetovnem prvenstvu, pa stopničke v taslu. Luka, seveda, Luka pozna, kako je zmagovati, kako je osvojiti zlate kolajne, predvsem v dvojcu, ampak to, kar je bilo pa letos zvedoveno sedu, pa prav gotovo najbolje v karieri do sedaj. Ja, prav gotovo je bila najboljša sezona letos. Sicer vtaksen, nisem se stal na stopničkah, no. Ja, vsega v kameri, vse res. Tako da, ja, ne vem, kaj naj rečem, jaz upam, da bo šlo tako še naprej. Rad bi se zahvalil vsem navijačem, vsem podpornikom našega športa, predvsem pa Borutu pa Janiju, da ste me pripeljala, da sem danes tukaj. In to je to, jaz upam, da bomo šli tako naprej in se naslednjo leto veseliti še boljših uspehov. Ja, draga družba, še enkrat torej je Luka Božič!
In zdaj, ko smo tule, z nami je seveda super ponosen predsednik Kajakaške zveze Slovenije, gospod Andrej Ribič, in pa seveda še enkrat Jernej Abramič, pa Lejc Polenčič, Evalina Hočeva, Radio Osterman, pa seveda Špela Ponomarenko Janič, Eva Trčeli, Luka Bočič, dajmo in največji aplavz danes večer, tule smo najboljši v letošnji sezoni 2019. Hvala lepa vsem, seveda se bomo s temi našimi super športniki družili potem tudi na koncu, zelo blizu smo temu trenutku, ki ga seveda vsi nestrpno čakate, da se dobimo v avli, pa da nekaj popijemo in pojemo, seveda iskreno povedano, ampak najprej bomo še se posvetili glasbi, hvala lepa, oziroma bi mogoče kdo na kratko še kaj želel dodati. Smo povedali danes vse, pravzaprav so v letošnji sezoni pokazali vse naši športniki, hvala lepa in kličem tule na oder našo gostjo, Nežo, da nam zapoje še eno in sicer Maja Kevc Vanilja, tako, Maja Kevc Vanilja, kar izvoli Neža. Bravo, Neža, hvala lepa in to je bila obenem tudi zadnja točka nocojšnjega večera. Tako kot smo obljubili, tako kot vedno počnete, vi športnice in športniki, kratko in jedrnato. Želimo vam dober tek, hvala športnicam, hvala športnikom za vse, kar počnete, kajakašice in kajakaši vi ostali, pa tudi predstavniki sponzorjev, naši gosti pa obljubljajo, da bodo počeli vse tako, kot to počnete vi s strastjo in ljubeznijo. Hvala lepa, dober tek in se vidimo. Hvala.